našla učenca po cesti v Emaus, otožna žalostna. Pristopi Jezus, začne pogovor in že ga prosita. Bodi pri nas, kad se že mrači, bodi pri nas, Gospod. Bodi pri nas, da nagiba se v noč, bodi pri Bogu, da ne omaga korak na poti, prosimo Jezusa. Bodi pri nas, kad se že mrači, bodi pri nas, Gospod. Bodi pri nas, da nagiba se v noč, bodi pri nas, Gospod. Je z nami Jezus, podobi kruha, ponižen tiho Bog. Je hrana dušam in moč slabotnim, zato prosimo ga. Bodi pri nas, kad se že mrači, bodi pri nas, Gospod. Bodi pri nas, da nagiba se v noč, bodi pri nas, Gospod. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir od mrtvih vstalega, od rešenika Gospoda Jezusa Kristusa, naj bo z vami vsemi. In prisrčno pozdravljeni, dragi bratje in sestre, na današnji praznični, velikonočni ponedeljek. Bodi pri nas, ker se že mrači, smo prepevali. V resnici se pravzaprav šele da ni. Ampak seveda tudi to lahko razumemo simbolično. Ne samo ure dneva, tudi marsikaj drugega se v našem življenju včasih zmrači. Zato, kakor učenca na poti v Emaus, prosimo Gospoda, bodi pri nas. In ni zanemarljivo, da sta Kleopa in njegov prijatelj, ki sta žalostna odhajala nazaj v svoje staro življenje, srečala Jezusa in ga nista prepoznala, vse dokler ni z njima sedel za mizo, razlomil kruha in jima ga dal. Obhajali so torej sveto Evharistijo, sveto mašo. Pa mimo grede, ona dva nista bila pri zadnji večeri. To ni bilo nekaj razumskega, to ni bilo nekaj, česar sta se ona dva spomnila, da sta to že videla. Ona dva tega še nista videla in doživela. Moč svete Evharistije je nekje drugje. Tako tudi mi v teh trenutkih tišine pripravimo svoje srca na srečanje z Gospodom, saj tudi nam želi odpreti srce v veselju, v upanju in v medsebojni ljubezni. Svoje grehe in slabosti pa ponižno obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, v besedah in v dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te.
Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave, Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni. Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji. Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Dobri Oče, s krstom poklanjaš svoji cerkvi nove otroke, pomagaj svojim vernikom, da bodo v življenju zvesti zakramentu, ki so ga v veri prejeli. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz apostolskih del. Na binkošni praznik je vstal Peter z 11, povzdignil svoj glas in jih nagovoril. Judje in vsi vi, ki prebivate v Jeruzalemu, to vam bodi znano in poslušajte moje besede. Jezusa Nazarečana, ki ga je Bog pred vami spričal z močmi in čudeži in znameni, ki jih je po njem storil med vami, kakor sami veste, njega, izdanega po določenem sklepu in Božji previdnosti, ste po rokah krivičnikov pribili na križ in umorili. Toda Bog ga je oprostil bolečin smrti in ga obudil, zakaj nemogoče je bilo, da bi ga imela v oblasti. David namreč pravi o njem, vedno vidim pred seboj Gospoda, ker je ob moji desnici, da ne omagam. Zato se veseli moje srce in raduje moj jezik, in v upanju bo počivalo moje telo. Moje duše ne boš pustil v podzemlju in svojemu svetemu ne boš dal trohneti. Dal si mi spoznati poti življenja, napolnil me boš z veseljem pred svojim obličjem. Bratje, naj vam odkrito spregovorim o očaku Davidu. Umrl je in bil pokopan in njegov grob je med nami do današnjega dne. Ker pa je bil prerok in je vedel, da mu je Bog s prisego obljubil, da posadi potomca njegovega rodu na njegov prestol, se je ozrl v prihodnost in povedal o Kristusovem ustajanju, da ne bo puščen v podzemlju in da tudi njegovo telo ne bo trohnelo. Tega Jezusa je Bog obudil, čemur smo mi vsi priče. To je Božja beseda. Bogu hvala. Torej najprej bomo zapeli psalm, potem pa od tiste pesmi, kjer piše po drugem berilu, ker danes je samo prvo, še zadnjo kitico za Alelujo. Spremenil srca je, spremenil nas je vse, On je živi. Aleluja, spremenil srca je, spremenil nas je vse, On je živi. Aleluja, Jezus svoje luč podaril, svetu je ne prikrivajmo, razsvetljivo s tem sijem zemljo, s novim srcem pričujmo Spremenil srca je, spremenil nas je vse, On je živi. Aleluja, spremenil srca je, spremenil nas je vse, On je živi. Aleluja, hodili smo skozi temo, Ti si ogenj za nas prižgal, s njim pojdimo, zažimo zemljo in oznanjajmo nam Boga. Spremenil srce živi, aleluja, svet nas vodi njegova roka, da resnico oznanjamo, da ponovno se v name zemlja in
in svetosti spet zagori. Spremenil srca je, spremenil nas je vse, on res živi. Aleluja, spremenil srca je, spremenil nas je vse, on res živi. Aleluja. Ko po tvoji poti grem, sem vesel, saj dobro vem, da na koncu te poti me čakaš ti. In ko čas me bo vzel, vem, da k tebi bom prišel in alelujo z angeli bom pil. Aleluja, aleluja. Evangelij bom živel, alelujo ti bom pil in vedno hodil, in vedno hodil, in vedno hodil za teboj. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku, slava tebi, Gospod. Glej, dva izmed Jezusovih učencev sta šla prav tisti prvi dan v tednu v trg Emaus, ki je 60 tečajev oddaljen od Jeruzalema. Govorile sta med seboj o vsem tem, kar se je bilo zgodilo. Medtem ko sta se pogovarjala in se vpraševala, se je sam Jezus približal in šel z njima, njune oči pa so bile zadržane, da ga nista spoznala. Rekel jima je: kakšni so pogovori, ki jih imata med seboj po poti? Žalostna sta obstala. Eden, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril: ali si ti edini tujec v Jeruzalemu in nisi zvedel, kaj se je tu zgodilo te dni? Rekel jima je: kaj? Ta dva sta rekla: kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Izraelom. Vrh vsega je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo. In tudi nekatere žene izmed naših so nas prestrašile, šle so namreč za rana v grobu in ko niso našle njegovega telesa, so prišle in pripovedovale, da so videle tudi prikazen angelov, kateri pravijo, da živi. In šli so nekateri izmed naših grobov in so našli tako, kakor so rekle žene, njega samega pa niso videli. Jezus jima je rekel: ona je spametna in po srcu počasna za varovanje vsega tega, kar so povedali preroki. Ali ni bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel in šel v svojo slavo? In začel je z Mojzesom in vsemi preroki ter jima je razlagal, kar je bilo o njem v vseh pismih. Približali so se trgu, kamor so šli, in on se je delal, da gre dalje. Silila sta ga govoreč: ostani z nama, proti večeru gre in dan se je že nagnil. Vstopil je, da bi ostal z njima. Ko je sedel z njima k mizi, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima ga dal. Odprle so se jima oči in sta ga spoznala. On pa jima je izginil izpred oči. In rekle sta drug drugemu: ali ni bilo najino srce goreče v nama, ko nama je po poti govoril in razlagal pismo? Vstala sta še tisto uro in se vrnila v Jeruzalem. Našla sta zbrane 11 in tiste, ki so bili z njimi, in ti so pripovedovali: Gospod je res vstal in se je prikazal Simonu. Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je bilo zgodilo na poti in kako sta Jezusa spoznala po lomljenju kruha. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus.
Zdaj za tiste, ki ste prej upoštevali Gašperjev nasvet in ste se udobno namestili, zato da bi v tem obdobju ne zadremali v prihodnjih minutah med to meditacijo, med katero vas bom povabil, da na en drug način prehodimo to pot do Emausa. Nas bodo vmes nagovarjale podobe iz enega od filmov o Jezusu, zgolj zato, da ostanemo srcem in mislimi tam na tej čudoviti poti. Ponovno smo namreč poslušali o Kleopu in tistem drugem neimenovanem učencu, ki potujeta v Emaus. O njima poslušamo vsako leto na velikonočni ponedeljek, pa potem še tu in tam na tretjo velikonočno nedeljo. Ko sem preletel današnji evangelij, sem hitro ugotovil, da že vse vem. Praktično mi ni bilo treba več brati. Vse mi je bilo že vnaprej jasno. Ne le, da sem vnaprej vedel za ves potek dogodkov, za razloge, ozadje in presenetljivi razplet, o vsem sem že velikokrat tudi razlagal. Pač razočarana učenca, ki se vračata v staro življenje, med potjo se jima pridruži Jezus, ne prepoznata ga, on ima bere svetopismo, skupaj sedejo za mizo, razlomi kruh, paf, in potem ga prepoznata, on pa izgine izpred njunih oči in se nemudoma vrneta v Jeruzalem. Skratka, vse že do potankosti vem. Zato sem se odločil, da se bom tokrat dogajanja lotil povsem drugače. Skrivaj se bom pridružil dogajanju. Hodil bom tudi sam nekje tam, samo nekoliko ob strani, tako da me ona dva ne bosta opazila. In tako sem tudi naredil. Počakal sem zunaj jeruzalemskega obzidja, malo naprej od levjih vrat. Vedel sem, da se bosta Kleopa in njegov prijatelj nadaleč izognila poti, kjer je pred nekaj dnevi nosil svoj križ Jezus. Tista smer bi bila sicer bolj logična proti Emausu, a seveda si ne bosta žalosti povečevala še s tem, da bosta po nepotrebnem znova hodila po poti Jezusovega križevega pota. In verjetno še leta potem ne. In nisem se zmotil. Že prihajata. Počakam za tole smokvo in se neopazno pridružim. Pridružim malo za njima. Ni bilo težko, saj je pravzaprav ta dan po tej poti hodilo veliko ljudi. Seveda, vračali so se s praznovanja Pashe. Tako sem lahko hodil pravzaprav čisto za njima, tako zelo blizu, da bi ju slišal. In čeprav sem bil zelo blizu, to ni prineslo nobene koristi. Saj nista rekla niti besede, saj nič novega in presenetljivega. Velikokrat sta omenjala Boga, Jahveja, s pridihom velikega razočaranja. Kako da ga ni rešil? Kako je lahko to dopustil? In Jezus, ki je prej naredil toliko čudežev, kako da v petek ni mogel narediti nič in se rešiti? Potem sta umolknila. Hodila sta. Zdelo se mi je, da sta njuna pogleda zagledana nekam v nedoločeno prihodnost. Tako pač, kakor gleda človek potem, ko je bil že zelo dolgo žalosten, ko je že izjokal vse solze, ko žalost neha biti ostra in hlipajoča in postane način bivanja. Bil sem malo razočaran. Upal sem, da bom izvedel kaj novega, da bosta povedala kaj, kar ni zapisano v evangeliju, kaj takega, česar še ne vem. Nič. Vse do tistega trenutka, ko bi me skoraj presenetilo, pa me seveda ni, dohitel je mož, nekaj časa je hodil kak korak za njima, prav blizu mene. Seveda me ni presenetilo, čeprav nisem videl, odkot se je vzel, bil je seveda Jezus, vse to vsi vemo. Potem je svoj korak pospešil samo za spoznanje in bil imajo štric. Sedaj mi je jasno, zakaj v evangelskem poročilu nista nič presenečena, ko se jima pridruži. Najprej ni tudi nič rekel, preprosto je hodil ob njima. Ja, vem, Jezus noče biti vsiljiv, noče jo še dodatno plašiti. Prihaja z mirom, prihaja človeku naproti.
Povsem običajno jo pozdravi, izmenja z njima nekaj vljudnih besed in hodijo dalje. Žalostna sta, nenadoma reče Jezus. Beseda, ki ne izraža niti najmanjše trohice radovednosti, izraža pa neizmerno sočutje in pripravljenost prisluhniti, sprejeti njun križ, žalosti in bolečine. No in sledi ves tisti dialog, ki ga že poznam, do potankosti tak, kakršen je zapisan v Evangeliju. Si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki nisi slišal, kaj se je tu dogajalo te dni in tako dalje. Ne poslušam zbrano, ker mi je vse jasno, vse že vem. Čudim se le, kako da ga ne prepoznata. Najraje bi stopil še jaz za njima in jima nagajivo šepnil, Jezus je. Ampak potem bi pokvaril ves potek, vso njuno pot vere, ki sta jo morala prehoditi. Čez čas Jezus od nekod vzame nekaj zvitkov, ki nekaj jih je imel spravljene, razvija zvitke in prebira. To me zanima. Prebere iz prve Mojzesove knjige napoved odrešenja, potem spet zvije in odvije drug zvitek, prerok Jeremija, trpeči Božji služabnik. A vidita, pravi Jezus in nadaljuje, njima pa ni jasno. Kako da jima ni jasno? Potem prebira iz Jobove knjige in še nekaj mest. Za nekaj časa Jezus pospravi zvitke in jih spravi v rob svoje obleke in jo gleda. Ne zdi se mi nič posebnega, le da ne morem razumeti, kako da ne razumeta. Postane mi spet malo dolg čas. Ta pot sploh ni zanimiva. Moja radovednost je obetala precej več. Slabo uro kasneje sta Kleopa in njegov prijatelj, zdelo se mi je, da je morda njegov brat, ravno kar prepričala Jezusa, naj se oglasi pri njih. Čeprav se je Jezus najprej delal, da gre dalje, se je dal hitro pregovoriti. Stopil je v hišo in sedli so za mizo. Sam sem stopil okrog hiše in iskal primernega mesta, kjer bi bil dobro skrit in kjer bi slišal dogajanje notri. Naposled sem ga našel. Pokukal sem v hišo. Bila sta sama. Kaj Jezus ni vstopil? Seveda je, evangelist se pri tem pač ni mogel zmotiti. Kleopa in njegov brat sta še ravno kar užila zadnji grižljaj kruha. Seveda, tako kot je zapisal evangelist, Jezus je razlomil kruh in jima ga dal, a saj sta povsem drugačna. Njun pogled ni prav nič več podoben onemu otopelemu in razočaranemu pogledu prej na poti. Končno sta ga torej spoznala. Škoda, da sem zamudil ta šokantni trenutek. No, morda sploh ni bil šokanten, saj to ni Jezusov stil. In Jezus je medtem izginil izpred njunih oči, tako kot je zapisano v Evangeliju. Vse že vem, vse se ujema. Vstala sta, vzela svoj popotni palici in naglo odšla iz hiše. Zakričala sta nekaj v pozdrav in dejala, da se jima zelo mudi, da morata nujno nekaj sporočiti. Razmišljal sem, a se mi ljubi za njima še nazaj do Jeruzalema, ali kaj naj storim. Nakar me nekdo potreplja po rami. Prestrašen se zdrznem, prepričan, da me je zalotil kak domačin, kako se potikam okrog njegove hiše. Obrnem se in Jezus? Mir s teboj, me pozdravi Jezus. In s tvojim duhom nekako naučeno odgovorim in ga gledam, nemara z nekoliko odprtimi usti. In kaj boš ti? Me vpraša Jezus. Jezus, pozdravljen, kako misliš, kaj bom jaz? Jaz nisem tu doma. No, spremljam se v to vaše potovanje, sem do Emausa in sem zdaj razmišljal, kaj naj. Ja, sej o tem te sprašujem, skrivnostno pravi Jezus. Komu boš šel ti? Komu boš šel povedati o mojem vstajanju? Ne vem, nisem mislil, samo razmišljal sem in ugotavljal, da se vse ujema, da so evangelisti točno vse napisali.
koga pa imaš v mislih, Jezus, se skušam izvijati. Jezus se nasmehne in reče, pojdi in oznani evangelij. Spet se nasmehne, nekoliko dvigne desno roko, kot da bi nekam kazal in doda še, jaz sem s teboj, z vami, vse dni do konca sveta, pojdi. Ozrem se v smeri, kamor je malo prej kazala Jezusova roka, in ko se ozrem nazaj k njemu, da bi ga vprašal, ga ni več. Usedel sem se in razmišljal, ne še o tem, kam in komu bom šel povedati o tem, da Jezus živi. Razmišljal sem o tem, da torej ni dovolj, da vse vem. Ni dovolj, da poznam ves evangelij tako zelo, da me že kar dolgočasi. Vedno znova se želi po tej besedi Jezus srečati z menoj, z vsakim od nas, osebno, konkretno. Medtem ko sem se čudil, kako Kleopa in njegov brat ne prepoznata Jezusa, sem ga zgrešil tudi sam. Preveč sem bil zaverovan v svoje vedenje, v to, kar sem že slišal, v to, kar sem se naučil, da bi ga skoraj zgrešil. Jasno mi je, ni tako pomembno, kaj vem. Pomembno je, da se z njim srečam. In končno, pomembno je, da grem tudi sam in pripovedujem, da Jezus res živi. Vstal sem in šel. In še vedno hodim. Dragi bratje in sestre, evharistična gostija v Emausu je učencem odprla oči, stojimo ob Jezusovem oltarju, zato ga zaupno prosimo. Za naše oltarno občestvo naj nam bo tvoja beseda, Gospod, luč, evharistija pa moč na naši življenjski poti. Prosimo te, usliši nas. Za krščanske družine, da bi iz obhajanja evharistije črpale moč za medsebojno spoštovanje in zvestobo. Prosimo te, usliši nas. Za nove duhovniške in redovniške poklice, da ne bi nikoli zmanjkalo delivcev Božjih skrivnosti. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te, Gospod, za vse bolne in preizkušene, za vse žrtve virusa, za vse njihove bližnje, za vse, ki jim skušajo pomagati. Gospod, daj jim moč, da vztrajajo v svoji preizkušnji in ohranijo upanje. Prosimo te, usliši nas. Za rajne, ki so se krepčali z istim kruhom in kelihom, Gospod, izpolni jim obljubo večnega veselja v nebeški domovini. Prosimo te, usliši nas. Dobri Jezus, apostoli so te pogumno oznanjali. Naj tudi mi v vsakdanjem življenju pričujemo zate, usliši nas, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo, sad zemlje je in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Po skrivnosti tega vina in te vode naj postanemo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo. Satrte je in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj.
Gospod Bog, spremi nas ponižninske sanje, z naše daritev. Izmi, Gospod, mojo krivdo in očisti me vseh mojih grehov. Zopet praznik je ljubezni, krog oltarja zbiraš Jezus nas. Na oltarju se kot sonce keli sveti Jezus, tvoja kri rešuje nas. Danes zopet praznik je ljubezni, oltarja zbiraš Jezus nas. V podobi kruha k nam prihajaš, bratje, danes opet je ljubezni dan. Danes opet praznik je ljubezni, krog oltarja zbiraš Jezus nas. V podobi vina k nam prihajaš, bratje, danes opet je ljubezni dan. Molimo, dragi bratje in sestre, naj dobri Bog sprejme to našo praznično daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz mojih rok v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod Bog, dobrohotno sprejmi darove svojega ljudstva, prerojeni v veri in krstu, naj po tej daritvi dosežemo srečo, ki nikoli ne mine, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Kvišku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res je spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da Tebe, Gospod, vedno slavimo. Slovesneje pa Te hvalimo ta dan, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. On je pravo jagnje, ki je odvzelo grehe sveta. Svojo smrtjo je uničil našo smrt in nam svojim ustajenjem obnovil življenje. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico Tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato Te zbrani ob spominu na veliko noč, ko je naš Gospod Jezus Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerju vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. To je skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in Tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolnja v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našimi škofi in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naše rajne sestre Amalije Germek in rajnih sorodnikov, ki si jih z tega sveta poklical k sebi, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, daj jim, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, njenim možem svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Jezus vstopa v naše življenje, naše veselje in upanje, pa tudi v naša srečuje nas v resničnosti našega bivanja in nam odpira oči, da bi znova videli razloge za upanje. Zahvalimo se nebeškemu Očetu za Jezusovo ljubečo bližino in odrešenje in skupaj molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, in nam podari mir. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja svoje učence in tudi nas pozdravljaš. Mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. Jezusov velikonočni pozdrav, mir vam bodi, odmeva z vso močjo. Jezus ga vedno znova ponavlja in vedno znova nam v njem prinaša svoje odpuščanje. Objeti želi naša srca, ki hrepenijo po sprejetosti, varnosti, ljubljenosti. Ozdraviti želi naše rane in nam dati moči, da tudi mi podarjamo drug drugemu odpuščanje, mir in novo priložnost. Mir z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je Jezus Kristus, kruh življenja. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Skupaj molimo za prejem duhovnega svetega obhajila, tudi to molitev in tisto, ki jo molimo malo kasneje v zahvalu za duhovno sveto obhajilo, imate v pesmarici, tako da to lahko ohranite tudi za naslednje svete maše. Jezus, verjamem, da si navzoč v najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa te želim sprejeti v svojo dušo. Ker te ne morem prejeti zakramentalno, te prosim, da prideš k meni duhovno. Prosim te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.
izročim, Jezus slavim nogam. Ljubezni moč, usmiljenje, Jezus slavim nogam. Tečem sveci, 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 tečem sveci, 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 tečem sveci, 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 ti Gospod. Poklonim se, vseh izročim, Jezus slavim nogam. Ljubezni moč, usmiljenje, Jezus slavim nogam. Tečem sveci, 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 tečem sveci, 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 tečem sveci, 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 ti Gospod. Zahvalimo se milost duhovnega svetega obhajila. Hvala Jezus za to duhovno obhajilo, hvala za tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. Amen. Molimo. Nebeški Oče, raznemi naše srce z milostjo velikonočnih skrivnosti, tako bomo lahko sodelovali s tvojimi darovi in hodili po poti, ki vodi v odrešenje po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Danes ste tudi simbolično in slikovito na nov način pri oltarju s to našo družinsko fotografijo. Za tisti seveda, ki ste mi jo poslali včeraj, tistih še ni gor, bodo pa seveda kmalu. Tisti, ki pa ste včeraj pozabili, pa ste še vedno naprošeni za ta izraz svoje duhovne prisotnosti tu. Danes je torej velikonočni ponedeljek, po tradiciji se ta dan gre v Emaus, torej k svojim prijateljem, sorodnikom, izmenjati velikonočna voščila in tudi kako dobroto iz svoje košarice z blagoslovljenimi jedmi. Tudi letos bo to nekoliko drugače, ampak gotovo bomo imeli priložnost tudi za to, da drug z drugim delimo veselje, saj imamo odlične komunikacijske zmožnosti v telefonu in tolikih aplikacijah in možnostih za to, da drug drugega opogumimo in razveselimo. Mimo grede, vsi tisti skavti, ki to gledate, pa družine naših skavtov, ne pozabite iti pogledati na strani našega stega, ker so seveda navodila za naše romanje ob velikonočnem ponedeljku. Mi že nekaj let imamo romanje na velikonočni ponedeljek, bili smo na Uršlji gori, na Nanosu. Letos smo imeli čudovite načrte, pogledovali smo proti Tamarju, pogledovali smo proti Kovcam, torej ostali bomo kar v krogu svoje družine, ampak tam so zelo jasna navodila, kako bomo lahko opravili tudi današnje romanje, današnji velikonočni ponedeljek. Torej ne spregledajte, noter so zelo pomembne naloge. Vsem, ki ste tudi danes tu pri oltarju, prisrčna zahvala za to, da smo skupaj ob Gospodu. Verjamem in zaupam, da tako kot je Kleopu in tistemu drugemu učencu Jezus odprl oči prav po lomljenju kruha, da jih odpira tudi nam. Zato, da bi videli svetlo, zato, da bi videli upanje, zato, da bi videli pomlad, zato, da bi videli razloge za veselja do življenja. Odprimo svoje srca Božjemu blagoslovu.
Gospod z vami. V svoji dobroti nam je Bog po vstajenju svojega edinorojenega Sina podelil odrešenje in Božje otroštvo, naj nas razveseli svojim blagoslovom. Amen. Po Kristusovem odrešenju smo prejeli dar trajne svobode, naj vam podari tudi delež večne dediščine. Amen. Pri krstu smo po veri s Kristusom že vstali, živite kot kristjani, da boste mogli biti združeni z njim v nebeški domovini. Amen. To naj nam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru, aleluja, aleluja. Bogu hvala, aleluja, aleluja. Najsvetlejša si luč temi i razsvetila moje je srce. Naj bom ponižen služabnik ti, naj svetim tudi jaz. Zdaj sem tu, moj Bog, pripravljena pot, ki mi kažejo tvoja dlan. Meni je pogum, vem, da zmorem se to, saj ob meni si ti vsak dan. Vem, da ti vedno razumeš me, vem, da ob meni si, ko iščem te. In ko ne najdem poti naprej, začutim tvojo moč. Zdaj sem tu, moj Bog, pripravljena pot, ki mi kažejo tvoja dlan. Meni je pogum, vem, da zmorem se to, saj ob meni si ti vsak dan. Zdaj sem tu, moj Bog, pripravljena pot, ki mi kažejo tvoja dlan. Meni je pogum, vem, da zmorem se to, saj ob meni si ti vsak dan.